drage gledalke, spoštovani gledalci. Upamo, da prijetno preživljate zimske dni. Tokrat bomo v oddaji Kako si pa ti govorili o prijetnem čustvu. Obiskali smo socialnega delavca in terapevta Braneta Krapeža. Z njim smo se pogovarjali o zaupanju. Zaupanje je čustvo, ki se kaže v odnosu do nekoga, za katerega verjamemo, da ima dobre namene in da nam je naklonjen. Se pravi, da ko gre za nekoga, za katerega verjamemo, da se nanj lahko zanesemo, takrat se pojavi čustvo zaupanja. Kako se zaupanje čuti? Kadar zaupamo nekomu, takrat smo v tem odnosu sproščeni, se čutimo varne. Ni nobenih bojazni ali strahov, da se lahko zgodi nekaj nepričakovanega, nekaj, kar si mi ne želimo, nekaj, kar bi nas prizadelo. Ampak temu človeku zaupamo, da je dobronameren, da nam je naklonjen in da nam nič slabega ne bo naredil. In zaupanje pomeni, da imamo nek svoj notranji mir, da smo sproščeni, da smo optimistično naravnani in da se počutimo varno. Katero čustvo pa je nasprotno zaupanju? Nasprotje čustva zaupanja, nasprotno čustvo je nezaupanje oziroma sumničenje. In tako zaupanje kot sumničenje lahko opravljata pozitivno funkcijo ali imata negativne posledice, kadar je naša ocena neustrezna. Se pravi, kadar zaupamo nekomu, ki mu pravzaprav ne kaže zaupati, se ponavadi opečemo, ne? Prav tako pa, kadar ne zaupamo nekomu, ki je pravzaprav vreden zaupanja, tudi ni ustrezen odziv. V kolikšnem času ali pa kako hitro se ljudje ponavadi odločimo, da bomo nekomu zaupali? Proces pridobivanja zaupanja lahko je relativno hiter, da nekoga na hitro ocenimo in začutimo, da mu kaže zaupati in mu že takoj zaupamo. Ali potrebujemo več časa, da človeka zares poznamo, da on pravzaprav s svojimi vedenji, dejanji dokaže, da je vreden našega zaupanja in potem začnemo temu človeku zaupati. Obe poti sta možni. Komu je pomembno zaupati? Jaz mislim, da je pomembno, da zaupamo svojim bližnjim, se pravi ljudem, s katerimi živimo, ljudem, s katerimi delamo, ljudem, s katerimi smo vsakodnevno v kontaktih. Kajti, če jim ne zaupamo, to vpliva na kakovost naših odnosov. Gremo z nekom v partnerski odnos in v tem primeru je dobro, če a priori partnerju zaupamo. Čeprav se lahko pozneje, čez toliko in toliko let pokaže, da nas partner zapusti, odide z nekom drugim, je vseeno bolje, da smo mu od začetka zaupali in smo tistih nekaj let, ki smo preživeli z njim, preživeli kvalitetno. Se tudi povezali z njim, doživljali veliko bližino z njim in tako naprej. Potem je seveda nekoliko težje ob prekinitvi, ampak tista leta smo preživeli kakovostno. To je mnogo bolje, kot če bi že vnaprej a priori bili zadržani do partnerja, sumničavi in pravzaprav ne bi mogli doseči neke pristnosti in bližine v odnosu. In bi pomenilo, da tistih nekaj let pravzaprav smo preživeli zelo nekakovostno življenje. V katerih situacijah pa zaupanje ni najbolj ustrezno? So pa seveda situacije, ko je mogoče celo bolje biti manj zaupljiv, zlasti takrat, ko gre za neke pomembne vrednote ali pa ko so v igri neke velike vrednosti, recimo kupujemo stanovanje. In tukaj je potrebno biti previden, ker je v igri velik denar. In tudi, če kupujemo od nekoga, ki mu sicer zaupamo, je dobro preveriti vse listine, vse papirje, da se prepričamo, da je vse v redu, predno podpišemo. In s tem ni nič narobe.
Pogovor o zaupanju smo pripeljali do konca. Vsem vam želimo zdravo mero zaupanja in prijetne decembrske dni. V oddaji Kako si pa ti pa se spet vidimo v četrtek. Lep pozdrav!